Torej, spoštovani zbrani, demenca je izziv celotne družbe, ne zgolj posameznikov. Ker je domača naša brežiška občina po številu starejšega prebivalstva v samem Slovenskem vrhu, smo se v večgeneracijskem centru Brežice in knjižnici Brežice odločili in združili moči ter v sodelovanju pripravili današnjo okroglo mizo Demenca, nepovabljena gostja. O tematiki bodo s Tonico Golobič, članico društva Spominčica, spregovorili strokovnjaki iz lokalnega in širšega okolja. Docentka dr. Milica Gregorič Kramberger, vodja ambulante za kognitivne motnje na Nevrološki kliniki v UKC Ljubljana in članica strokovnega sveta Spominčice. Dobrodošla. Ivan Jakovljevič, magister psihologije iz Centra za krepitev zdravja Brežice. Dobrodošel. Magistra Valentina Vuk, vodja enote Doma upokojencev Brežice. In pa Florjana von Pilpah, avtorica knjige Dobro jutro, demenca. Založba Primus je pripravila prodajo tematskih knjig, tako da se boste lahko tudi po okrogli mizi ustavili pri mizi in si morda kupili kakšno knjigo in še doma nadgradili vse, kar bomo se danes naučili. Sedaj pa predajam besedo. Izvolite. Hvala. Hvala lepa. Zdaj demenca v resnici konkretno poseže v življenje bolnika, kot tudi njihovih svojcev. Na demenco ponavadi pomislimo o pozabljanju, oziroma imamo kar občutek, da kar nekaj stvari o demenci že vemo. Pa vendar se demenca na slikovni diagnostiki, koliko vemo, pokaže že bistveno prej, predno dejansko mi opazimo, da se z nekom nekaj dogaja. Pa bi mogoče bila moja prva vprašanje za vas, dr. Milica Gregorič Kramberger. Kakšna je zdaj ta naša gostja, če grem iz naslova demenca, da malo bolj spoznamo? Ja, hvala lepa za vabilo, hvala vam za vprašanje. Torej, zelo lepo je bilo priti v vaš kraj, nisem še videla ga tako blizu. Ja, zdaj demenca, vsak od vas ve, kaj je demenca, ne da? Ja, pa vendar si mi vsi želimo, da ne bi nihče od nas imel demence, a ne, in najbolj fajn je, da bi to ugotovili čim prej, če jo že imamo, to pa vemo mi, ki se s tem ukvarjamo, ker takrat lahko še kaj ukrepamo, pa človek se lahko na to pripravi, pa lažje to sprejme in tako naprej. Ampak, ker je tako stanje, kot je, pa v družbi ni dobrodošlo, sploh ne, veliko lažje ljudje povejo, da imajo visok pritisk, pa da so srčni infarkt dobili ali pa da je mamo možganska kap zadela, kot pa da naprimer ima demenco. No, čemu rečemo demenca? Demenca je težava, ki nastopi, kadar oseba ima težave velikokrat ima težave s spominom, ni pa nujno, da mora imeti težave s spominom, lahko ima težave z drugimi, rečemo, višjimi funkcijami, z orientacijo, z odločanjem, z govorom, s presojo in to počasi nastane in se slabša in je tako, da vpliva na to, kako človek v dnevu funkcionira. Običajno potrebuje vsaj malo pomoči za to, da normalno opravi vse, kar bi naj opravil. Temu zelo enostavno rečemo sindrom demence. In kot sem rekla, to je nekaj, kar bi si želeli prej ugotoviti. In če želimo prej ugotoviti, da se bolezen možganov dogaja, ki se na tak način kaže, potem seveda bi morali vsi skupaj biti bolj pozorni na te težave. Ne počakati na čas, ko sami ne moremo več, ne vem, v trgovino, ali pa ko se ne znamo obleči, ali pa ko ne znamo več plačati računov, ali pa speči potice, ali pa tako naprej, karkoli že. Na kaj pa naj bomo bolj pozorni? Kdaj naj bo tisto, ko rečemo, zdaj pa treba poiskati zdravnika? Zdaj bilo pa dobro, ko nas nekaj začne skrbeti,
ko gremo v klet, pa pozabimo, po kaj smo šli. Kdaj? Ja, ko se staramo, še neki en tak stereotip je, a ne? Starejši kot človek, večja verjetnost je, da nečesa več ne zmore, pa ne zna, a ne? Ampak ni vse, kar se dogaja, del staranja, po moje, da bo kolega kaj o tem bolj znal natančno opisati. Se pravi, skrbeti nas more takrat, kadar se nam neka težava, ali da ne najdemo besede, ali da povemo neko stvar, ko nas svojci opozorijo, pa se to si že povedal, pa pol spet povemo, pa niti sami ne vemo, da smo to že, ali pa vprašamo neko stvar, ali pa kar naprej imamo težavo, da besede ne najdemo, čeprav nismo utrujeni, čeprav smo dobro spali, čeprav nismo žalostni, ne? Kadar smo utrujeni, nenaspani, žalostni, nas nekaj boli in tako naprej, se nam dogajajo tudi take stvari, da nam besede ne pridejo v misel ali pa da smo malo odsotni v mislih. Se pravi, če se nam pojavljajo take težave in se ponavljajo in ustrajajo, čeprav so blage in čeprav mogoče dan dobro poteka sicer, je prav, da najdemo odgovor, zakaj je temu tako. In če gremo takrat zdravniku, potem ta lahko, če nas pač pregleda, če preveri možnosti, ali to je znak bolezni ali česa drugega, lahko mogoče s kakšnimi preiskavami, še posebej ob pomoči psihologa, posebej ob pregledu kakšnih, naprimer, možganske tekočine, likvorja, ne, blizu bo čas, oziroma je čas, ko bomo lahko vzeli vzorček krvi in bomo iz vzorčka krvi določili ene beljakovine, ene snovi, ki se pri najbolj pogosti obliki bolezni možganov, ki se razvije v demenco, torej pri Alzheimerjevi bolezni, nakopičijo v možganih, ne. Tako da, in če to zgodaj ugotovimo, kot rečeno, potem lahko uporabimo tiste snovi, tiste zdravila, ki jih zdaj imamo in nestrpno pričakujemo, če bo tudi Evropa lahko dobila še kaj drugega, kar bomo mogoče še kaj rekli. Tukaj je veliko krat strah, a ne? Zdaj strah, ko sam pri sebi veš, ok, kaj, ne vem, jaz grem iz svojih izkušenj, ko smo začeli delati, ne vem, ko sem začela delati na gerontopsihiatriji, a ne? In ko se začneš, ups, a to je že demenca, se tukaj dogaja, vsak pri sebi, a ne? Ni ozdravljivo, začneš pozabljati, ne veš točno za sebe, tako iz strahu včasih reagiramo različno, ne? Nekateri poiščemo pomoč, nekateri ne, ne? Nekateri reče, sej zdravila, čeprav razumem, v smislu, ki bi nas pozdravil, še ni. Zakaj je torej tako pomembno, da vseeno gremo pravi čas, da dobimo zdravila, ki pač upočasnjujejo napredovanje demence? Zakaj? Ja, zelo je pomembno, a ne? Zakaj je zelo pomislite, če imamo visok krvni pritisk, a ne? Po moje, da ima kdo od vas visok krvni pritisk, ni treba povedati, da ga kdo ima, ampak mislim si, da ga kdo ima, ne? In jemljete zdravila. In če ne bi jemali zdravila, bi bil pritisk neurejen, slabo urejen, ne? In to je bolezen, ki jo imate, jo boste vedno imeli. Mogoče bo treba zdravilo prilagoditi, ga malo povišati, skombinirati še kaj, ampak to težavo imate, ampak lahko pa na njo vplivate tako, da dela manj problemov, a ne? Da se pride do manj komplikacij, da srce ne trpi, da ne pride do možganske kapi in da se žile ne spreminjajo tako hitro. Enako je s tem, če imamo mi blage težave, a ne? In če jih skušamo nasloviti, potem lahko celoten potek je drugačen, je lahko bolj prijazen, bolj počasen, boljši, tudi lažje sprejmemo to, ne? Torej se lahko tudi prilagodimo mi, prilagodijo se naši svojci na potek, pa navsezadnje pol tudi vemo, na koga se obrnemo, ne? Kjer je ti zdravnik, do kjerga smo šli in tako naprej, a ne? Tako, in ni rečeno, da so te težave dejansko znak možganske bolezni, ali? Lahko so znak tega, da mogoče naša ščitnica ne deluje dobro. In bomo dobili zdravila za ščitnico in bo to boljše.
lahko so znak tega, da imamo pomanjkanje nekega vitamina B12 ali pa kakega drugega in bomo to ugotovili, zdravili in bo spet boljše. Lahko da je to posledica našega razpoloženja, mogoče smo tako zelo depresivni, žalostni in da to vse skupaj, kar se nam dogaja, da pozabljamo, da se ne znajdemo, da smo čisto zgubljeni, da besede ne najdemo. Mogoče je to vse zaradi našega razpoloženja. Se pravi, imamo približno 10 do 15% primerov teh težav, kjer lahko dobro pomagamo. Ne? Tudi pri tistem, čemer pa ne moremo pozdraviti, moramo pa vedeti, da veliko bolezni telesa ne moremo pozdraviti. Če pa jih zdravimo, je pa veliko boljše, kot če jih ne. In je veliko boljša tudi kvaliteta življenja. Tako. Ne? Okay. Kako daleč pa smo zdaj s temi raziskavami? Pri vas tudi delate raziskave, a ne? Torej ste vključeni v te študije, kjer upamo, tako kot ste rekli, na zdravilo, ki ne bi samo upočasnilo napredovanje demence, ampak ki bi pomagali, da nekako lahko tudi pozdravi? Ali... Ja, če torej Alzheimerjeva bolezen je bolezen možganov, kjer se med možganskimi celicami kopičijo beljakovine, ki se jim reče amiloid. In tiste beljakovine so drugačne, torej naše telo je polno beljakovin in jih nujno potrebujemo za to, da naše telo dobro deluje in nekatere, večina so seveda takih, ki so zdrave, normalne, v primeru bolezni možganov še posebej, pa se velikokrat ustvarjajo iz nekega razloga, se ustvarjajo neke bolezenske spremenjene beljakovine in ta beljakovina, ki je pri Alzheimerjevi bolezni nakopičena med možganskimi celicami, se imenuje amiloid in jo je vedno več. To počasi se začne dogajati v letih, razvije se naprimer v 10 letih, se nakopiči veliko tega amiloida. Lahko si predstavljate, kot če bi šli po ulicah v Brežicah in nekaj dni ali pa 3 tedne ne bi odvažali smeti. A mislite, da bi opazili? Težko bi šli mimo, avti bi težko vozili, pa še kaj drugega, še kakšen vonj bi bil in tako naprej. No, in tako je tudi, če smo silno enostavni, je tudi v možganih. V letih se zaradi te bolezni kopiči nenormalna beljakovina in ovira, da bi možganske celice med sabo normalno komunicirale, da bi normalno delovale. In ne samo to, tudi znotraj tistih živčnih celic se pa neka druga beljakovina kopiči in tista pa povzroča, da potem živčna celica razpade. In to počasi se dogaja in dolgo se dogaja in ker se to dogaja, mi lahko iz te možganske tekočine, ki jo vzamemo iz hrbtenice, iz likvorja, lahko te beljakovine določimo, lahko pregledamo to tekočino in najdemo te beljakovine v tej tekočini. In zdaj, po dolgih letih iskanja, so ugotovili oziroma našli snov, ki deluje kot protitelo na te beljakovine, na ta amiloid. In v Ameriki so že odobrili to zdravilo, ta protitelesa, ki v bistvu pomagajo, da se ta nakopičen amiloid med celicami odstranjuje. Ne? Oseba ga ima in ima zaradi tega znake bolezni, ko pa dobi to zdravilo v obliki infuzije v žilo, pa se čez nekaj mesecev količina te nakopičene beljakovine pomembno zmanjša, pa ne samo to, tudi njegovo stanje je boljše, kar se tiče miselnih funkcij, v primerjavi s tistim, ki tega ne dobiva. Ne? Ampak to je koristno samo pri tistih ljudeh, ki so na začetku bolezni, pa smo spet na tistem, kar sem na začetku povedala. Ne? Ker takrat, ko smo na začetku bolezni, imamo še velik del možganov dobro delujoč in lahko seveda živimo čim bolj kvalitetno. In vse raziskave, ki jih mi, da se vrnem na vaše vprašanje,
na raziskave, ki jih mi delamo v okviru naših raznih projektov, ko se povezujemo s tujimi centri, so namenjene pravzaprav tem zgodnjim oblikam bolezni, kako bi te ljudi, ki imajo te težave, prej prepoznali, kakšni so te ljudje, kakšne pridružene težave imajo, rečemo dejavnike tveganja, kako bi jih, naprimer, v katerih ambulantah jih naj iščemo. Imeli smo en projekt, kjer smo ljudi povabili, da naj pridejo na nevrološko kliniko, če čutijo, da imajo težave, in bomo pregledali, naredili neke osnovne teste in med vsemi tistimi, ki so prišli, smo pravzaprav veliko jih našli, ki so dejansko imeli težave. Rekli smo temu odprta hiša. Nekajkrat v pol leta smo povabili, mogoče ste celo slišali po televiziji, smo povabili Slovence, da lahko pridejo. In tisti ljudje niso prej imeli diagnoze in smo jih potem ene smo pomirili, drugim smo pa pač lahko tudi dali odgovor, zakaj so te njihove težave. Ugotovili smo tudi, da ljudje, ki hodijo v ambulanto za sladkorno bolezen, imajo veliko težav z višjimi funkcijami, ampak se s tem nič ne ukvarjajo. In tudi, če jih vprašamo, a vas zanima, bomo to preizkusili, kako je vaš spomin, a reče, jaz imam že toliko težav s sladkorjem, pa s pritiskom, pa s težo, pa še držati se moram diete. To jih nič ne zanima. Ne? A mislite, da bi se tukaj spremenili, če bi tako kot zdaj, ki ste razložili lepo, kakšna so ta zdravila, na katera upamo, da pridejo, ki bi lahko pomagala, bi tukaj spremenili? Da bi ljudje začeli drugače razmišljati, mogoče pa fajn, da premagam strah, da grem do zdravnika. Jaz sem prepričana, da če bomo dobili možnost, da dobimo to zdravilo, da bo veliko več ljudi iskalo pomoč. Ne smemo pa misliti, da je to zdaj rešitev, za kar čudežna rešitev. To je eden od problemov. Nakopičene te beljakovine so eden od problemov, ampak druge težave so pa še druge bolezni, ki so zraven. In gotovo, da to ne bo zdravilo za vse, da bo to zdravilo za za Alzheimerjevo, čeprav razumem. Samo za Alzheimerjevo bolezen in v zgodnem obdobju, pa še tam med tistimi ne bo za vse. To tudi ni zdravilo, ki ga bi lahko kar tako vsakemu predpisali, ampak bomo zelo preudarno se morali odločati, komu in ga natančno spremljati in tako. Ampak je pa velika sprememba, glede na to, kaj je bilo doslej. Torej upanje je in tudi, da nekaj potem naredimo očitno sami. Tako. Prebrala sem mislim, da vaših intervjujev, da je pomembno tudi vedeti, da lahko zdravim življenjskim slogom veliko pripomoremo torej k možganskemu zdravju. In zdaj, če gremo na zdrav življenjski slog, na en način vsi vemo, približno mislimo isto, da vemo, kaj to je. Torej, da se nekako gibamo v redu, da v redu jemo, ampak ne vemo točno, na koga se zdi tukaj obrniti, kdo bi nam tukaj nekaj pomagal, na kakšen način. Mogoče doktor ali pa gospod Jakovljevič v centrih za krepitev zdravja, mislim, da dela. V centrih za krepitev zdravja se pa predvsem s preventivo ukvarjate. Nekaj sem tudi prebrala, da v bistvu je 40% teh dejavnikov, na katere pa nekako lahko vplivamo in ki pomembno vplivajo na razvoj demence oziroma na nerazvoj demence. Torej, kaj lahko tukaj naredimo? Mogoče vodoma, nisem zdravnik. Se upravičujem. Ampak bom vzel kot kompliment. Mogoče vodoma smo rekli nezaželena gostja demenca. Tako. Jaz bi mogoče dodal včasih tudi misteriozna gostja v tem smislu, ker pravega razloga, ali pa če gledamo samo na Alzheimerjevo bolezen, ki je več kot polovica vseh demenc, pravega razloga še ne poznamo. Zakaj točno se te amiloidni plaki pojavijo.
Je pa tako, da v enem delu, oziroma to pa ne pomeni, da pa nimamo nobenega nadzora nad boleznijo. To ne pomeni, da je to stvar nekega naključja, ampak so določeni dejavniki tveganja, ki povečujejo verjetnost pojava bolezni. Ali drugače rečeno, tudi mi lahko v enem delu pomembno vplivamo na zmanjševanje pojavnosti nekih dejavnikov tveganja. Ne? In tukaj je življenjski slog tisti, ki je zelo pomemben vidik tega. Ne? Recimo bolezni, ki so bile že omenjene, kot je diabetes oziroma sladkorna bolezen, krvni tlak, ne? So dejavniki tveganja za pojav demence. Kvaliteta prehrane, kvaliteta življenjskega sloga tudi v obziru gibanja, telesne aktivnosti, spanje tudi je pomemben dejavnik, ne samo v obziru demence, ampak na splošno zdravje. Tudi te vse drugi dejavniki, ki sem jih naštel, niso vezani samo na demenco, ampak na splošno so dejavniki tveganja za marsikatero bolezen. In velja v te stvari vlagati ne samo zaradi demence, ampak zaradi zdravja v obče. Če pa se poleg teh, če smem temu reči, teh telesnih dejavnikov tveganja, dotaknem pa še teh psiholoških, je en zelo pomemben, pa pogostokrat prezrt dejavnik tveganja, ta socialna nota, se pravi osamljenost, neko pešanje nekih socialnih stikov, premalo nekih medosebnih interakcij, je nekaj, kar zmanjšuje oziroma povečuje verjetnost pojavnosti demence. Poleg tega pa še tudi seveda neka umska aktivnost, ki je zelo tesno povezana tudi s to družabnostjo oziroma medosebnimi kontakti. Ja. Ker, ko se staramo, velikokrat ljudje tudi povejo, moji prijatelji, nimam jih več. Naprimer, ne zaradi tega, ker ne bi hoteli, ampak zaradi tega, ker je nekdo umrl, ker nekoga ni, ker so se preselili v drugi kraj, ker je nekdo v domu. In takrat si poiskati neko novo okolje, nove ljudi, je dostikrat težko. Pa tudi, če gledamo tako na ta življenjski slog, pa to vse, kar smo omenili, vse nekako vemo, da bi bilo fajn zdravo živeti, da bi bilo fajn telovati, da bi bilo fajn vse te stvari delati. Ampak, dokler, ne vem, nam ne reče zdravnik, glejte, zdaj pritisk je pa, ne vem, res prevelik, tukaj pa treba nekaj narediti, dokler ne vidimo, da imamo sladkorno bolezen, ponovadi ne naredimo, oziroma na koga se lahko obrnemo, kdo je tisti, ki nam bo pri tem pomagal, pa da mu lahko zaupamo. Ja, veliko enih misli, ki jih imam, pa bom probal jih strniti. Dostikrat se s težavami ne ukvarjamo, dokler se težave ne pojavijo. Ampak eden izmed mojih tako ljubših rekov ali pregovorov, ali kako se temu reče na področju zdravja in skrbi za zdravje, je, da je v mladosti treba misliti na starost. Pa vendarle tudi potem, ko pride že obdobje starosti in težave, tudi recimo pešanje oziroma ožanje socialne mreže, vse manjše število lahko prijateljev, to še zmeraj ne pomeni, da smo mi v neki slepi ulici. In z tega vidika, kaj lahko naredimo oziroma kaj imamo na razpolago z namenom krepitve zdravega življenjskega sloga, je tukaj ta sistem v Sloveniji, po mojem mnenju, zelo dobro postavljen. Preventivo izvajajo v vseh zdravstvenih domovih po Sloveniji. Kot ste mene uvodoma predstavili, sem iz Centra za krepitev zdravja, ki je center, ki je namenjen izvajanju predvsem preventivnih dejavnosti z področja zdravega življenjskega sloga, tako z področja gibanja, prehrane, duševnega zdravja, in to ni nekaj, kar bi bilo le v posamičnih zdravstvenih domovih, ampak je v vsakem zdravstvenem domu
v Sloveniji to prisotno. Nekje so to še zdravstveno-vzgojni centri, nekje so pa to že, večinoma pa so to že centri za krepitev zdravja. Tako da tisti, ki mogoče tega še ne poznate, v vednost, da je to nekaj, kar je na razpolago in da tudi mogoče še to izpostavimo. Včasih je ljudi strah ali pa so zaskrbljeni, kako je pa s plačilom teh stvari, delavnic, vsebin, predavanj, aktivnosti. In tukaj je dobrodošla oziroma zelo takšna dobra stvar tega, da so te stvari v celoti krite iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Se pravi, preventiva je v celoti financirana iz tega obveznega zavarovanja in torej delavnice z področja zmanjševanja oziroma urejanja krvnega sladkorja, tlaka, telesne aktivnosti, duševnega zdravja, zdrave prehrane, tudi opuščanja nekih škodljivih razvad, kot je recimo kajenje naprimer, ali pa neko prekomerno tvegano škodljivo pitje alkohola. Vse zelo široka paleta nekih vsebin, ki so na voljo praktično vsakomur v Sloveniji, da tako rečem, oziroma ja. Torej, izgovora praktično nimamo več, samo moramo priti do vas, kako pa? Drži. Praktično pot je zelo preprosta. Vsak se lahko neposredno obrne na center za krepitev zdravja ali pa v zdravstvenem domu oziroma pri svojem osebnem zdravniku preveri v referenčnih ambulantah. Tudi načeloma bi vsake tem že telefonski klic ali pa vprašanje na splošne informacije v zdravstvenem domu bi vam mogli že nuditi neke osnovne informacije, kako do centra za krepitev zdravja, in tukaj načeloma ni nobenih čakalnih dob vrstne, tako da je ta obravnava razmeroma hitra, dostopna, kar je tudi namen, da bi to bilo ljudem na razpolago, na voljo in čim prej dostopno. Tako. Okay. Jaz bi samo nekaj dopolnila. Prej nisem omenila, ampak na začetku težav, ko še niso prepoznane, se človek, ki ima te težave z miselnimi funkcijami, velikokrat malo umakne od svojih običajnih aktivnosti. Ali se manj pogovarja, ali se manj druži, ali se nekako, ali pa v družini se umakne iz pogovorov, ali pa ni toliko vesel, naprimer, babica ni toliko vesela vnukov, ko pridejo, pa nič kaj se ne vključuje. To so lahko prvi znaki. Zakaj zdaj to govorim? Zato, ker med dejavniki tveganja je nekaj, kar lahko dramatično vplivamo, in sicer jaz sem zdaj, imam prekratke roke, bi rekel moj brat, in ne vidim na blizu in moram vedno tako držati, ali si pa dati očala gor, ker sem že staro vidna. Se pravi, če ne vidimo dobro, potem tudi ne beremo, naprimer, če nimamo očal, in ne spremljamo dogodkov. In potem se tudi o tem, ali pa o čem podobnem, ne bomo pogovarjali. Naslednja stvar, zelo pogosto starejši ljudje slabo slišijo. To veste vsi. Ampak bistveno manjši delež je pa tistih starejših ljudi, ki gre po slušni aparat, mogoče imajo slušni aparat, ampak tisti delež, ki nosi slušni aparat, je pa zelo majhen. Ali pa precej majhen, premajhen, kakorkoli. In slab sluh je eden od dejavnikov tveganja, ki vpliva močno na to, kako se razvije ta naša bolezen. Ker če mi ne sledimo pogovoru, če ne sledimo novicam, če ne slišimo glasbe, če gremo zdaj ven, pa ne slišimo, greš, ne vem, z nami nekdo, ki nima težav, pa mi, pa ne slišimo ptičev, pa on nekaj govori, pa niti njega ne slišimo. Kako se počutimo, kaj mislite? Slabo se počutimo, sami sabi, nočemo iti. Izolirani. Ja, rajši se umaknemo. Ko si pa damo slušni aparat v uho, potem pa ne, tega pa ne bom nosil, ker mi piska. Naši možgani so zelo prijazni in
potrebujejo samo nekaj dni, da se res navadi oseba na to, da ima očala, da se navadiš na to, da imaš slušni aparat. Ampak moraš pa takrat vztrajati. Če si pa daš samo slušni aparat noter, ko pride hči domov, naprimer, enkrat na teden ali pa na 3 tedne. Da ne bo jezna. Ja, da ne bo jezna ali pa ko greš na obisk, potem te pa seveda moti. Se pravi, to so ene take, rečemo, banalne, zelo enostavne stvari, ki nam lahko pomagajo, da smo bolj pri stvari, da se lahko vključujemo, ker če se vključujemo, če se družimo, ne glede na to, koliko smo stari, to izjemno dobro vpliva na naše možgane. To sem hotela samo dopolniti. Sej v bistvu to je nekako osrednja težava te pešanja socialne mreže ali pa te osamljenosti, ker s tem, ko je manj kontakta, manj je tudi umske aktivnosti, ne, in to potem lahko rapidno vpliva oziroma tako vpliva znatno na slabšanje nekih znakov. Ne. Okay. Zdaj pa mogoče Jana, tako kot smo že rekli, ne, če nekdo se malo umakne, ne gre tako, nima tako rad obiskov. Ti v bistvu si zdaj v 2 vlogah bila, ne? V bistvu mi dve z Jano se poznava, ker smo kot sodelavke delale vrsto let na gerontopsihiatriji. Torej, velik del svoje profesionalne poti si delala kot delovna terapevtka in kar nekaj let si tudi skrbela za mamo, ki je imela demenco. Ne? In če greva prvo iz tega profesionalnega recimo dela, ne? Kakšen je bil ta tvoj prvi stik recimo z nekim bolnikom, z nekom, ki ima demenco? Jaz sem ponavadi vedno šla na tak mehek način spoznavanja. Nisem takoj bombardirala pacienta z, kaj svem, zdaj bova naredila pa intervju, ampak sem se ga najprej sem se šla predstaviti. Potem je bila ena taka neformalna skupina oziroma druženje, sva spila kavo, sva se pogovarjala o stvareh, ni nujno o teh stvareh, ki so mene zanimale, ampak sem tudi od sebe nekaj povedala. Tako da je bila tako ena taka kompatibilna komunikacija. Šele potem je bil tisti prvi intervju, kjer me je pa zanimalo od tega, ki je bil v službi, kaj so njegovi hobiji, koga ima doma od svojcev, kaj je delal, odkar je šel v penzijo. Skratka, vse aktivnosti, na katere bi jaz recimo lahko vplivala z nekim zboljšanjem. Koliko ti je ta profesionalni del, torej to, kar si ti delala v službi, torej več kot 30 let, ne? Koliko ti je to pomagalo doma? Ko je zbolela tvoja mama, ko si opazila, da se z njo nekaj dogaja, kdaj mogoče si opazila, da je tukaj nekaj drugače? Ja, tako bom rekla. Takrat, ko se je to dogajalo, moram reči, da prvih znakov nisem prepoznala. Zdaj za nazaj vem, da so že bili. Enostavno, tako kot je rekla zdravnica, sem tudi jaz tako mislila, se ima pravico, da je malo bolj lena, da se ji nekaj ne da. Moja mama je bila šivilja in mi je velikokrat kaj zašila. Zadnje čase mi je pa kar odklonila šivanje, ne. Ja, pa ne bom več šivala, pa ne vidim dobro. V glavnem je imela kar veliko takih telesnih razlogov, zakaj ona to ne bi več delala. To je bila ena taka prva stvar. Potem je bilo tudi nekako, včasih se spomnim, je zelo skrbela za očeta, vedno mu je bila na razpolago. Potem je pa tudi to kar nehala, si je mogel kar sam vzeti, če je hotel dobiti kavo ali karkoli. V glavnem je obsedela ob televiziji, pa en tak nezainteresiran pogled, ni vedela, kaj se dogaja, kaj sploh posluša. Skratka, je kar nekaj časa minilo, da sem jaz ugotovila, da je to demenca. Kaj naj še rečem? Veliko si delala tudi z svojci, a ne?
Veliko si slišala od njih, naprimer, nekaj. Kaj je bilo tisto, kar so ti recimo oni povedali, kar bi lahko ti pomagali v tem? Ali? Ja, to je bil tudi en razlog, da sem knjigo pisala. Super. Sprašvali so me, isto so tako rekli kot jaz zdajle, pa sej nismo vedeli, da ima demenco. Pa sej se spomne vsega za 10 let nazaj, za 20 let nazaj. Ja, ampak kratkoročnega spomina pa oseba ni imela tistega za en teden nazaj, za 14 dni nazaj. A ne? Pozabila na dogodke, pozabljala je na rojstne dneve. Ne? To so tudi že znaki, da se nekaj dogaja. Ali pa recimo drugačen način funkcioniranja. Naprimer, če se spet vrnem k moji mami, predno je šla v dom, se je že oblačila kar v očetova, od perila naprej do hlač, do puloverja. Tudi oblačenje je bil en pokazatelj, da nekaj ni v redu, da ne zmore. Da se vrnem nazaj. Na knjigo? Na knjigo, ja. Skratka, najprej so svojci vedno izražali eno skrb, strah, pa nekako en obup, ker niso vedeli, kako pomagati. Kaj lahko naredijo, vedno so rekli, ja, kaj pa naj naredim, obnaša se tako pa tako. Vem, ena gospa je rekla, ja, je šla mama na banko, pa je mogla čakati v vrsti, pa se je pol kar enkrat odločila, pa je šla kaj naprej, pa je kar kričala na blagajničarko tam, da ne že malo pohiti, da ona že dolgo čaka. Skratka, gospa ni bila prej takšna, ne? Ampak to tudi svojce spravlja v stisko, ker ne morajo preprečiti seveda tega, ker je to bolezen. Spet pa okolica ne ve za to, da je gospa bolana, ne? Da ima bolezen. Ok. In potem pride verjeten do hčerke, do nekoga, pove v tem smislu? Ja, ali pa recimo se spomnim enega situacije, ko sem jaz pač pustila mami, to je bilo moje pravilo, da osebi z demenco pustim, da naredi sama vse, kar zmore. Torej, medvedja usluga je, če osebi z demenco, ki lahko, naprimer, si zaveže čevelj, mi zavežemo čevelj namesto nje. In zakaj? S tem, ko si zaveže čevelj, trenira oziroma ohranja aktivnost, več, ko bo ohranjala aktivnosti, več jih bo ostalo za poznejše obdobje. Rutine so pomembne pri demenci. Več, ko je rutin, bolj bo funkcionirala tudi potem, ko bo že v drugi fazi, recimo, demence. Ti si se odločila, da napišeš to knjigo predvsem tudi za svojcev, da oni potem nekako preko tih primerov, ki so v knjigi, preko nekega tistega strokovnega dela, tudi da nekako prepoznajo neko situacijo in mogoče preko nje vidijo, na kakšen način lahko odreagirajo. Ja, tudi to. Pa še en drug vzrok je bil, zakaj sem napisala. Zato, ker sem pri sebi videla, kako sem bila seveda svojc, če ima svojega človeka, svojo osebo z demenco rad, včasih je tudi jezen, včasih na sebe, včasih na druge, včasih se utaplja v tistih vseh obveznostih, ki jih ima, poleg tega mora še skrbeti za osebo z demenco. Pa jaz kot nekdo, ki sem 30 let delala z osebami z demenco, nisem prepoznala teh prvih znakov, sem jih hotela napisati prav zato, da jih bojo drugi prepoznali, če jih že jaz nisem. Ta čustven del, je tudi pri tem naredil svoje. Če smo čustveno vpleteni, če nam je človek blizu, sigurno pozneje prepoznamo, da ima težave. Torej, ko si ti prepoznala, da se nekaj dogaja, ko si imela doma, ko je mama imela vedno več težav,
Kako si usklajevala potem vse to? Skrb za mamo, skrb, da si šla v službo, vse te stvari. Ja, jaz sem imela kar, moram reči, kar naporno. Oče je bil nepokreten, mama pa dementna. S tem, da je bil oče, ni imel demence, je bil bister, pač najprej sem to probala sama, a ne, vse bom sama, se vse zmorem. Pa se je pokazalo čez nekaj časa, oseba pač svojec tako lahko izgori, kot sem jaz. Nisem zmogla vsega. In potem sem najprej prosila eno prijateljico, da je tisti čas, ko mene ni bilo doma, bila ona z njimi. Naslednji korak je pa bil oskrbovalke. Naše oskrbovalke so bile zaposlene v domu, s tem, da so bile terenske, pač na teren so hodile. 2 uri so bile pri očetu in pri mami. Lih toliko časa, da sem jaz uspela še kaj drugega narediti, oziroma pa tudi, če nisem nič delala, da sem pač bila malo prosta. Tako da, no, ta 3. faza je pa bil res odhod v dom, oba skupaj naenkrat. Meni se je v tvoji knjigi ravno ta del, no, tako dotaknil v bistvu in ta neizhodnost, ne, ko ni bilo izbora, ni bilo rešilne bilke, ena sama sivina brez konca. Pa da si domačo situacijo sprejela šele takrat, ko mi je skrb in delo uspelo razdeliti med negovalke in znanke, ki so bile pripravljene pomagati. Takrat sem znova zadihala, skrbi in bremena pa je bilo manj. V bistvu, tudi ko jaz delam s svojci, velikokrat jim svetujemo, pa rečemo, ne, treba si vzeti čas zase, morate misliti tudi nase, a ne, poiščite si pomoč, naj vam nekdo pomaga, ne, ampak to je težko. Težko je to narediti, večinoma imajo občutek, da morajo za vse poskrbeti sami, občutki, tako kot si rekla, tudi krivde, ker nekaj nismo prepoznali prav čas, ker ne moramo za vse poskrbeti sami, ne. In se mi zdi, da je to neko sporočilo, ki lahko pomaga vsem, a ne, da mogoče predamo določene stvari nekomu drugmu. Ja, ne? No, če izhajam spet iz sebe, takrat sem mislila, da mi ni potrebna pomoč na začetku. Potem pa sem oddala nek del pomoči, ker na koncu, če gledamo tako osebno nego, kuhanje, kaj jaz vem, mogoče kakšen sprehod lahko naredi tudi neka druga oseba. Tisti čas sem potem bila jaz razbremenjena. Mislim, da bi si vsak svojc mogel, da rečemo v narekovajih, to privoščiti. Da je za osebo z demenco seveda poskrbljeno, pa vendar, da ima svojc nekaj svojega časa. Ker če sam pomislimo, kaj pa, če tudi mi zbolimo, ker če tako skrbimo za nekoga, ki rabi 24-urno pomoč, je velika verjetnost, da bomo mi zboleli, zgoreli. Kdo bo pa bolj skrbel za tega našega človeka? Torej, da je to, da predamo skrb nekomu drugemu, da poiščemo pomoč, da damo svojega svojca na vse zadnje tudi v dom, ker ne zmoremo več, da tudi to pomeni skrb in ljubezen do tega našega svojca, ne? No, kar se tiče doma, jaz sem potem svoje dala v dom. Oba skupaj imela sta apartma, lepo je bilo, lepo sta se imela. Ampak vam pa moram reči, da šele takrat sem jaz začutila, da sem popolnoma sprejela to bolezen. Ker sem prihajala na obisk sproščena, brez obremenitev in smo se tiste ure, ki smo se družili, res kvalitetno družili. Tako da to je dobra rešitev. Torej, da imamo tudi majčkeno drugačen pogled na dom, ne samo kot nekaj nezaželenega, ampak nekaj, kar je lahko dobro za vas, za svojca in na vse zadnje tudi za bolnika samega. Tako je. Okay.
Pa bi se s tem obrnili na vprašanje oziroma na vas, magister Valentina Vuk, da nam vi mečkem poveste, kako poteka to v vašem domu. Torej, vi ste demenci prijazna točka, že vrsto let. Imate tudi veliko predavanj o demenci, torej tudi, da ozaveščate o vseh teh stvarih. Vključena je tudi zelo veliko lokalna skupnost, ne? Malo sem pogledala vaš Facebook in imate tako neke prireditve, nekdo vam pride, vključena je tudi glasbena šola, Zveza Velkonoč ste imeli naprimer tudi žignanje, zdaj bi rekla živilno, ampak jedi, a ne? Torej tiste stvari, ki so bili ljudje navajeni tudi doma, a ne? Pa mogoče, da dom na en način tudi na ta malo približamo, ne? Kot nek kraj, kjer nam je lahko tudi prijetno, kjer se imamo lahko lepo nekako v jeseni življenja. Ja, tako prihajam iz Doma upokojencev Brežice, ki je enota Doma upokojencev in oskrbovancev Impulsa. Res je, tako kot ste rekli, gospa Tonica, dom je demenci prijazna točka. To prvo, ne, to pomeni, da je namenjen in osebam z demenco, svojcem, celotni lokalni skupnosti, vsem, ki jih zanimajo informacije o demenci, potem tistim, ki potrebujejo pomoč in pa tudi naše v bistvu zaposlene in mi kot demenci prijazna točka usmerjamo posameznika, ki se obrne na nas, na institucije oziroma oblike pomoči, kamor se lahko obrne, naj si bo to center socialno delo, naj si bodo kakšna podporna skupina, tudi spominčico, kajti, a veste, demenci prijazna točka, mi smo ena od demenci prijaznih točk, ne, ki pravzaprav delujejo pod okriljem spominčice, ne, prva demenci prijazna točka v Posavju, 32. Ki je nastala leta 2018, no, je že. In seveda z odprtjem demenci prijazne točke smo nadaljevali pravzaprav z nizom izobraževanj, ki jih pripravljamo skozi leta. Namenjena so bila vsem v lokalni skupnosti, tako policiji, pošti, centru socialno delo, vsem v bistvu, ki jih še vedno zanima oziroma se soočajo s težavami oziroma ki jih prinaša v bistvu demenca, no. Veliko se je tudi svojcev bodočih, no, oziroma sedanjih že vključilo v tovrstna izobraževanja. Torej, izobraževanja so potekala kot usposabljanje za demenci prijazno točko, ne, res ta osnovne stvari, tudi poti, kako se usmeriti, kako odreagirati, kako ravnati, tako da so res prišli k nam, bom rekla, res spominčice in nam to predstavili. Pred tem smo imeli že od leta 2014 niz izobraževanj, še z dr. Kogojem o demenci, o sami bolezni, pa mogoče na tej točki tudi omenim res, da je v prvi vrsti, tako kot je povedal gospod dr. Kogoj, človek, ne, in potem bolezen, ne, to je v spredju in tudi v bistvu v našem domu je tako. Torej, izvajamo različne aktivnosti za osebe z demenco, program, ki je namenjen, vključuje pa, tako kot ste že povedala, ne, čim bolj približati nekako življenje običajnemu, ne, rečemo načelo normalizacije. Torej, od zjutraj, ko se nekdo zbudi, ne, da se ga spodbuja, da v čim večji meri opravi sam vse stvari od česanja glave, od umivanja zob, v bistvu ta osebna higiena, to področje, ne, da se to spodbuja. Potem skozi dan, ne, da tako kot se doma pripravi zajtrk, da se v bistvu kolikor zmore lahko sodeluje pri tem, pripravi prtiček, kakšno, namaže si seveda kaj na kruh, lahko ne v pomoči, v podpori, ne, tako skozi dan, ne.
vse te aktivnosti, ki potekajo nekje v vsakdanjem življenju. So pa seveda še dodatne stvari, se pravi aktivnosti, ki jim še posebej namenjamo pozornosti. V spredju so gospodinjske aktivnosti, potem je tudi pri nas tudi gospa knjižničarka, ki tedensko prihaja, ima bralne ure, ne, se pravi, da se prebirajo skozi knjige, pač glede na tematiko, glede na običaje, glede na primernost trenutka, bom rekla, da se res nekako obuje to vrstne stvari. Seveda je tudi pomemben del duhovna oskrba, tle pri nas v bistvu tedensko potekajo svete maše, tle so pomembne tudi stik z živalmi, tačke, pomagačke prihajajo k nam v dom. Imamo dve muci, Muri in pa Tinca, ki sta dnevno s stanovalci. Pomembne aktivnosti so seveda tukaj terapevtski vrtovi, zelišča, različne arome, bunjave, to, kar nas spominja na na dom, no, tako bom rekla, no. En kup drugih stvari, tudi glasbena terapija se izvaja, tudi aktivnosti ob glasbi, en kup niz prireditev v sodelovanju z lokalno skupnostjo, od vrtcev, osnovnih šol, srednje šole, fakultete, društvo upokojencev, skozi celotno življenjsko obdobje. Kajti en pomemben del je tudi ohranjanje stika, se pravi z tako svojci, kot smo rekli, tle je pomemben del podpora svojcem, ali je to v obliki osebnih pogovorov, ali je to v obliki ozaveščanja, ali je to v obliki predavanj, različne poti so nekako, da se lajšajo določene stiske. Potem je seveda tudi po drugi strani že učenje od mladih nog, se pravi stika, nekega pristnega odnosa teh naših učencev, ki prihajajo k nam. To je učenje, bom rekla, vseživljenjsko pravzaprav, ko omogočamo v bistvu ta stik z lokalno skupnostjo, z prireditvami, v bistvu z druženjem, ohranjenjem običajev, tako vsebin je zelo, zelo veliko. Rekli ste glasbena šola, običaj ob praznikih, veliko stvari, mogoče še kaj spomnimo potem, ampak res se trudimo v tej smeri, ker se nam zdi to zelo pomembno, tako kot smo rekli, približati v bistvu čim bolj življenje kot doma, da ne pozabim piknike, se vsi stanovalci družimo, mislim tako, kak izlet, tudi kdaj, kak pohod, sprehod s prostovoljci z gimnazije Brežice, šolskim strokovno-izobraževalnim centrom Brežice, kar s prostovoljci, res je, veliko tega, veliko se da narediti, veliko je veselje v drobnih rečeh in pomena. Hvala. Ste nam kar lepo približali zdaj dom in kako potekajo stvari tam, verjetno se pa lahko tudi nekdo, ki se zanima, pride tudi kaj pogledati, se zmeniti, tako da tudi na lastne oči vidi, kako bi bilo to zanj. Seveda, dobrodošli, vedno lahko pokličete, se oglasite, se vključite kot prostovoljec, morda kot svojec, kot človek, ki bi rad pobliže spoznal življenje v domu, tako da res lepo povabljeni. Pokličite, pridite, se bomo dogovorili, ni noben problem, z veseljem. V bistvu smo to prišli nekako proti koncu, te okrogle mize. Zdi se mi, da smo jo tako zastavili zelo, zelo široko. Od prepoznavanja, da mogoče nekaj ni več čisto, kot je bilo, do tega, kako poiskati pomoč, do tega, kaj lahko naredimo sami za to, da nam je boljše, do tega, kje lahko neke informacije dobimo, kaj lahko preberemo, pogledamo, tudi preko lastne izkušnje, ki se mi zdi, da je zelo pomembna, do doma. Mogoče sem še ena stvar glede svojcev, ne pa tega, kar smo rekli, izgorelosti,
Tudi mogoče tesnobe, depresije, to so tudi neke stvari, v katerih se lahko tudi svojci obrnejo, verjetno na vas, a ne pa na Center za krepitev zdravja. Ja, ko govorimo o demenci, je nujno govoriti tudi o svojcih, o bližnjih osebah, ne? Ker to je ena taka velika sprememba za vse. Sploh že dostikrat se že ve, da nekaj ni v redu, preden pride do tiste uradne, recimo, diagnoze, in tudi potem, ko pride do te diagnoze, Ne pomeni vedno olajšanje, oziroma v enem delu, da vemo, zakaj se gre. v enem delu olajšanje, v drugem delu pa se tudi lahko začne en proces, ki se imenuje žalovanje, ne? Se pravi zavedanje, da bo šlo z boleznijo najverjetneje postopoma na slabše, ne? Da bo bolezen tudi spremenila način življenja, ne? Mogoče Osebo, kakršno smo poznali. a ne? vsekakor osebo, ne, ko se recimo izgubljajo neki spomini na neke pomembne življenjske dogodke, ali pa ko celo pride v tistih kasnejših fazah do tega, da oseba z demenco ne prepozna osebe, s katero recimo sobivala več desetletij, ne, so to lahko zelo, zelo hude stiske, ne. In mogoče je zgovorno dejstvo to, da recimo, ko so primerjali osebe, ki so bile vključene v skrb nekih bližnjih oseb z demenco, s tistimi, ki niso imeli v svoji socialni mreži obolelih, ne, da je bilo več neke tesnobne simptomatike, več težav z depresijo oziroma z nekim depresivnim razpoloženjem, kar pomeni, da biti svojec ali pa biti vključen v skrb osebe z demenco predstavlja tudi dejavnik tveganja za razvoj nekih težav na področju duševnega zdravja. In je zelo pomembno, ne, da se tudi osebe, ki so vključene v skrb, se pravi osebe, posamezniki, ki so bližnji oseb z demenco, da ne pozabijo poskrbeti zase, za svoje duševno zdravje, ne, ker ko sprašujejo, ne, osebe, kaj je tisto, kar se je najbolj spremenilo v tej potrebi po oskrbi, ne, vsekakor to pogostokrat postane prioriteta, ne, in se tudi Se vrti okoli tega, spremeni se to, kako se porablja čas, koliko časa se nameni oskrbi, negi, in seveda to gre lahko potem tudi na račun tega, da ni časa za neke hobije, druženja in podobne stvari, ne. Tako da kot centri za krepitev zdravja, ne, nudijo preventivne programe, o katerih smo prej govorili, so tudi skupine ne nujno neposredno namenjene svojcem oseb z demenco, ampak recimo delavnice, psihoedukativni programi, kot je spoprijemanje s stresom ali pa podpora pri spoprijemanju s tesnobo, ne, so lahko tudi v pomoč in podporo, ne, poleg vseh drugih oblik pomoči, ne, kot recimo podporne skupine v društvih, je dokazano, ne, zelo pomemben dejavnik nekega razbremenjevanja. In tudi mogoče še ta dodatek temu, kot je zelo pomembno zgodnje odkrivanje demence ali pa čim prej se obrniti na neko zdravniško pomoč, je zelo pomembno, da tudi svojci se kar se da hitro vključijo v neko obliko psihološke podpore, nekih podpornih skupin z namenom spoprijemanja s stresorji, ki jih prinaša skrb za bližnje, ne. Tako da tega nikakor ne smemo, ne, pozabiti. Pomen oziroma tudi kako to vpliva na svojce, na bližnje oseb z demenco, ne. Da to ni izolirana stvar osebe same, ampak celotne družine ponavadi, ne. In da ta podpora ali pa in od strokovnjakov in pa seveda podpora nekoga, ki je dal nekaj podobnega skozi, ne, v bistvu zelo pomaga. Še posebej dostikrat pravijo, ne, da pogovor z nekom, ki točno ve,
kaj je tisto, kar ti doživljaš, ne, kako je to nekaj dragocenega, ne, in tako, vsaj v tistem delu nekako olajšujočega, pa tudi lahko ponudi neko idejo, kako pristopiti, kako se spoprijemati z nekimi stiskami, ki prihajajo iz te. Nam ne pridejo na misel, mi pa nekdo drug že to naredil, opisal, a ne, tako. Ok, mislim, da časa nam je mečken res zdaj zmanjkalo, mislim, da bi ga potrebovali za to temo v bistvu še bistveno več. Jaz bom zdaj zaključila na ta način, kako včasih zaključim tudi pri svojih pogovorih, če sem kaj pomembnega spustila, pozabila vprašati, je še kaj takega? Mogoče najprej vas da vprašam, če ne pa vas, drago občinstvo, da mogoče vi se s kakimi vprašanji, idejami, svojimi izkušnjami prijete, ok? Ja, lepo pozdravljeni. Jaz imam eno vprašanje oziroma par vprašanj in sicer glede novega zdravila. Rekli ste, da v Ameriki je že to novo zdravilo odobreno, pa me zanima, bila sem prejšnji teden na enem predavanju, tudi kar se tiče demence, pa je bilo rečeno konec meseca, da pride to oziroma da bo Evropska agencija potrdila oziroma zavrnila to zdravilo torej v Evropi konec meseca, pa me zanima, kdaj je pač tisti bolj točen datum, ker se mi zdi, da se to vse tako prelaga iz meseca v mesec. To je prvo, imam ene par vprašanj. Potem, kar se tiče genetike, vemo, da pač nekateri geni so tisti, ki kažejo na to, ali boš imel demenco ali ne. Pa me zanima, če diagnostika, torej če bi lahko že mi, recimo svojci, ugotovili, če imamo mi ta gen oziroma če nam bi to kaj koristilo, to je pač zavedanje, da imaš večjo verjetnost. Potem bi pa izpostavila, kar se tiče spominčice, in sicer to, da ko si pač v situaciji, si sam. Mislim, je veliko aktivnosti, veliko društev, ampak se mi zdi, da v Posavju tega manjka, da je, recimo, spominčica je v Novem mestu in so vse aktivnosti, če gledamo recimo na njihovi pač brošuri oziroma spletni strani, je vse to bazirano Novo mesto, Bela krajina oziroma Dolenjska. V Posavju pa tega ni oziroma je zelo malo ali pa ni toliko promovirano, da bi lahko to tudi pač opazil oziroma se tega udeležil. Naprimer, spominčica v Novem mestu ima urice, kjer je branje, recimo s kužki ali pa dejmo migati, ali pa recimo takšne stvari so, ampak to je v Novem mestu. In nekemu svojcu, ki je v Posavju, vožnja v Novo mesto za tiste 2 urice predstavlja zelo veliko breme. Ni to, da bi razbremenil svojca, ampak je še neko dodatno breme, ker moraš tam odpeljati, marsikdo tudi nima možnosti tega. Tako da to bi izpostavila, pa bi tako tudi eno izkušnjo, da bilo bi fajn, recimo, da je neka zloženka, kaj svojcu pripada, kar se tiče pomoči, torej na katere inštitucije se lahko obrne, pa dobi ali finančno pomoč, ali recimo pomoč, kar se tiče, centra oziroma pač same podpore, ker se mi zdi, da veliko tega nam pripada, pa je odvisno od tega, koliko se posameznik znajde oziroma se pač pozanima. Naprimer, pač ena taka naša izkušnja je, da je svojc začel tudi hujšati. In čeprav je pač prehrana bila bogata in kvalitetna, je pač očitno zaradi hitrega metabolizma svojc hujšal. In sem jaz potem čisto po neki sreči našla, da lahko tudi nam pripada oziroma svojcu, pač pacientu z demenco pripada te prehransko dopolnilo oziroma enšuri, prošuri. Ampak to recimo do tistega trenutka, ker sem jaz, recimo to sem na eni Facebook strani o demenci, sem pač to informacijo videla, ampak do tistega trenutka smo mi sami plačevali in to je, za mesec dni je to 80 €. Ja, in zelo je pač kar zalogaj. Za marsikdo se to ne more pač privoščiti. In bilo bi fajn, da take stvari, da bi bilo nekje jasno zapisano na enem mestu, to pa to ti pripada, zdaj pa odvisno od tega pač, ali boš koristil ali ne. Se mi zdi, da veliko stvari ti pripada ali pa ti bi lahko pomagalo, pa moraš imeti res srečo ali pa moraš biti
računalniško zelo pismen ali pa da to vse opaziš, da to izpolniš, da se na to prijaviš. Ne? Tako da to je pač moje vprašanje oziroma pač izkušnja. Hvala lepa. Hvala lepa za vprašanja. Ja, kar se tiče zdravila, se pravi, zdravilo so v Združenih državah v Ameriki odobrili že 2 zdravili. Eno zdravilo pred 2 letoma, eno pa lansko leto. Tisto prvo pred 2 letoma je tudi odstranjevalo te nakopičene beljakovine, ampak je bilo manj prepričljivo uspešno pri tem, da je človeka, bolnika, pa tudi umsko držalo v boljšem stanju kot tiste, ki tega niso dobivali. In zato, to je bil razlog, da tudi tisto zdravilo je bilo v razmišljanju in odločanju na Evropski komisiji za zdravilo, tisto prvo, ki se reče Adacanumab, in se je naša Evropska agencija za zdravilo za tisto snov odločila, da jo ne odobri v Evropi. In tisto je seveda se zdelo zelo logično in smiselno, ker ni bilo prepričljivega vpliva na to, kako ljudje dejansko funkcionirajo oziroma na njihove miselne funkcije. Razlogov, zakaj je bilo to tako, je zelo veliko in nima smisla, da govorimo o njih. Drugo zdravilo, ki pa je bilo lani odobreno v Ameriki, se pa imenuje Lecanemab, tisto je pa čisto drugače, bistveno bolj prepričljivo pokazalo, da lepo odstranjuje tisto nakopičeno beljakovino in tudi ljudje, ki to zdravilo dobivajo, so boljši, kar se miselnih funkcij tiče, v primerjavi s tistimi, ki tega ne dobivajo. Je pa seveda pomembno, da se to da samo osebi z Alzheimerjevo boleznijo in samo na začetku, pa še to je treba zelo natančno izbrati. Zato, ker tako kot vsa zdravila, tudi tukaj obstajajo tveganja. No, in zaradi tega, ker je tako zdravljenje potencialno zelo drago, zakaj je zelo drago, zakaj ima visoko ceno? Zato, ker je pač to prvo zdravilo, zato je drago. In zato tudi, ker je v svetu, si predstavljate, je zelo veliko ljudi z Alzheimerjevo boleznijo in če bi dejansko vsem ljudem to dali, smo mi preračunali za Slovenijo, pogledali smo naše podatke, koliko bolnikov, ki je prišlo v našo ambulanto, na nevrološko kliniko, kjer smo dokazali, da imajo zgodnjo obliko Alzheimerjeve bolezni, kjer smo jih punktirali, koliko med tistimi vsemi, ki jih vidimo zelo veliko v letu, koliko bi jih bilo takih, da bi jim lahko to zdravilo ponudili, in jih je bilo okrog 120 v 2 letih. Pa niso vedeli, da bi bilo lahko kakšno zdravilo. Če bi vedeli, bi jih več ljudi prišlo. In če bi mi to posplošili na celo slovensko populacijo, ali pa Nemci na nemško, ali pa Angleži na angleško, ali pa pač kamorkoli, potem bi bil strošek za tako zdravljenje zelo, zelo visok. In to je eden od razlogov, da se ti ljudje, ki odločajo, ki so sestavljeni iz strokovnjakov, iz politikov, iz ekonomistov, iz različnih skupin, da se pravzaprav odlagajo to odločitev iz različnih razlogov. No, ampak po zadnjih ne vemo tega, da bo na koncu tega meseca, Ja. Ja. Vemo samo to, da bo v prvi polovici leta, najprej so rekli, da bo do začetka tega leta, ampak obstajajo nekateri, ki pravzaprav zelo izpostavljajo ta problem cene, hkrati pa moramo vedeti, da če bo Evropska komisija, Evropska medicinska agencija, ta EMA, to odobrila,
potem to seveda pomeni, da to v Sloveniji tudi je lahko na voljo, bomo pa še naše odločevalce mogli počakati in našo politiko in te ljudi, da bodo se odločili, če bo, ne. Mi se bomo seveda zelo potrudili, da bodo se čim prej odločili, ampak se pravi, to je en proces, ki ima veliko obrazov, a ne, in veliko nekih dejavnikov, ki vpliva na to. Za Slovenijo je značilno, da ljudje v Sloveniji imajo na voljo vsa zdravila, naj bodo strašno draga ali ne zelo draga ali poceni, vse. A ne? In eden od problemov tega je tudi, da se tudi nekatere stvari neracionalno in nepametno porabljajo, a ne? Da se nekatera zdravila zavržejo, da so v bistvu stroški za zdravila zelo visoki. In če bomo želeli Slovencem omogočati, da bomo imeli vsa oblika zdravljenja, bo se moglo nekaj spremeniti. A ne? V veliko državah je treba nekaj prispevati k temu, da lahko imaš vse, kar. Zdravila so zelo različna in zelo draga, ne, lahko. Drugo vprašanje, glede genetskih testov, a ne, obstajajo demence, ki se pojavljajo posebej v družinah bolj pogosto, to so tako imenovane frontotemporalne demence. Tisto se pojavlja, je velikokrat posledica motnje v genetskem zapisu ali mutacije in lahko, naprimer, da imamo mi sorodnika, ki ima to bolezen, seveda, da ga vprašamo in mu dokažemo, da ima to mutacijo, ga vprašamo lahko in njegove otroke, ali želijo imeti tako imenovano genetsko svetovanje. Pri njih je seveda možnost, da se taka bolezen razvije bistveno večja, kot pa pri nekomu, ki nima v družini pa nima take oblike bolezni. Za Alzheimerjevo demenco zelo velikega genetskega vpliva ni. Imamo možnost enega zapisa v genih za prenašalec maščobe, holesterola, in ta gen določa ApoE protein, se reče, in če imamo na določen način to beljakovino zapisano, potem imamo večje tveganje, da se nam Alzheimerjeva bolezen pojavi. To določamo in če bomo imeli to novo zdravilo, bodo tisti ljudje, ki bodo imeli na zelo tvegan način to zapisano, jim ne bomo mogli tega zdravila dati, zato ker bojo komplikacije možne pri njih večje. Če pa imamo samo, ne vem, babico, ki je zbolela pri 85 z demenco, mi smo pa zdaj stari 33, pa bi radi vedeli, ali bomo dobili demenco, tako kot jo ima babica, pa nikakor ni nobenega smisla, da bi šli na genetski test, zato ker to je neracionalno, ker nimamo nič, kar bi lahko ta genetski zapis spremenilo, a ne? In bi pravzaprav to povzročilo preveliko breme za tistega posameznika, da bi to vedel, hkrati pa tudi verjetnost, da bomo mi neko genetsko motnjo pri taki demenci, ki se začne pozno v starosti, našli, je zelo majhna. Tretje vprašanje, glede spominčice. Ravno danes smo imeli sestanek tako imenovane skupine za pripravo in izvajanje strategije kako bo se Slovenija soočala s strategijo oziroma z demenco do leta 2030. Lansko leto je ministrstvo sprejelo tako imenovano strategijo, to pomeni načrt, kaj bi vse mogli narediti, zato da bi v Sloveniji bila obravnava demence boljša, da bi več ambulant bilo, da bi bila boljša pomoč strani domov, sociale, oskrbe, pomoči na domu, diagnostike in vsega tega. No, in ena od stvari, ki jih je izpostavila gospa Zlobec, predsednica Spominčice, je danes bilo to, da se v zadnjem času tega zadnjega vladanja tudi sredstva za njihovo društvo znižujejo in zdaj bodo morali tudi odpustiti nekatere sodelavce, ki so pomagali ker nimajo za plače. Drugače, to je grozno seveda.
to je realnost za tem, zakaj je v nekaterih okoljih več aktivnosti in v drugih manj. Vedno pa društva, ki so izjemno pomembna za to, da neko področje se o njem sliši, da se dogaja, da se razvija, da so dejavnosti, da ljudje imajo resnično korist od tega, so izjemno pomembna. In društva temeljijo na tako imenovanem prostovoljnem udejstvovanju. In v primeru, da ima nekdo, ne vem, osebno izkušnjo in želi to svojo osebno izkušnjo dobronamerno deliti z drugimi v družbi, potem se pač v nekem lokalnem okolju posamezniki, kot je gospa Zlobec, kot so ljudje, odločijo in začnejo to sporočati in se organizirajo. Četrto vprašanje je pa bilo glede nasvetov za možnosti, ki so na voljo svojcem in bolnikom. Tukaj je pa seveda prostor za to, da še veliko stvari izboljšamo. Se pravi, jaz se vsak dan ukvarjam samo s tem področjem. Med zdravniki to področje ni zelo popularno. Včasih je bilo to samo za psihiatre, pa tudi malo je takih zelo z dušo psihiatrov, kot je bil profesor Kogoj na področju demence. Še bistveno manj jih je pa na področju nevrologije, čeprav se to zelo spreminja. Tako da tudi mi med svojimi vrstami imamo še veliko dela za to, da se pravzaprav to obravnava takega bolnika dejansko izboljša. Tukaj je veliko odvisno od osebnega zdravnika, od dostopnosti osebnega zdravnika, od teh kontrol, od tega, kar vas vpraša, ko gre bolnik na kontrolo, da vas vpraša, a imate dodatek za pomoč in postrežbo, a imate to dopolnilo ali imate to in to. Se pravi, to je zelo veliko na strani, na naši strani. Seveda pa take zloženke, brošure so vedno koristne in bom vzela na znanje in bomo skušali kaj takega razširiti. Da so te informacije nekako na enem mestu, da so lažje mogoče na strani spominčice tako dostopne, da se ve, na koga obrniti, pa tako naprej. Tako da, hvala. Ste dobili odgovore, bi še kaj? Jaz bi samo dopolnila malo, kar se je navezala, da v Posavju na to vprašanje, oziroma da v Posavju je tega zelo malo ali pa res ni veliko. Nekaj pa vendarle je. V Krškem že 25 let skoraj je skupina za samopomoč, 20, no. Dela v domu starejših, to je namenjeno svojcem. In tam svojci lahko izmenjavate svoje izkušnje. Je pa res, da ta skupina v bistvu je tako 5, 6, maksimalno do 10, pa je veliko območje, Krško, Brežice, Sevnica, ker nikjer drugje jo ni. Ampak ljudje se na njo ne obračajo. Bilo je pa veliko telefonskih klicev, individualnih. Jaz sem zdaj reže v penziji, tudi vodja skupine nisem več. Tako da vem pa, da še delajo. Tako da, če želite imeti kako informacijo, se lahko vsako drugo sredo ob 4 popoldan v DSO Krško je ta skupina za svojce. V domu starejših občanov Krško. Ja, vsako drugo sredo v mesecu. Ob 4. Druga stvar je pa, kadar pa želite kako pomoč za bolnika oziroma za osebo z demenco, je pa v Krškem tudi center, dnevni center za osebe z demenco. Ta dnevni center je pa sicer res je, da je plačljiv, lahko je pa tudi na ure. Tako da recimo, če se vidite enkrat ali pa 2krat na teden odločite, da bi ga za 2 ure, 3 ure, tam so pa aktivnosti in izvajajo in tako. Tako da nekaj je pa lahko bi bilo pa še sigurno več, se pa strinjam. Morda gospa Martina, vas še smečkam dopolnim, no. Zdaj v domu upokojencev Brežice je prihodnjo sredo 10. Alzheimer kafe.
Naša gostja bo ravno predsednica Združenja Spominčica Alzheimer Cafe, Alzheimer Slovenija, pardon, gospa Znobec, tako da lepo vabljeni. Bo pa 15:30, tako da prvi Alzheimer Cafe je že naslednjo sredo. No. Namenjen je v bistvu svojcem, vsem, ki imate, mislim, odprt, no. Vstopnine ni, ne pozabite priti, piše na koncu vabila, tako da to vabilo bomo tudi objavili. Kar se tiče zloženk, kot smo že prej omenili, v Domu upokojencev Brežice je demenci prijazna točka. Pri nas so takoj ob vhodu v dom je ta demenci prijazna točka, se pravi stojalo, kjer so osnovne informacije in zloženke o demenci, o animaciji oseb z demenco, o pravicah oseb z demenco, ena vrsta zloženk teh osnovnih informacij. Tako da lepo vabljeni, če bi želeli to vrstne informacije, se lahko kadarkoli obrnete k nam. Ne? Teh za pravice in to, tega ni sicer še, ne? To bo še verjetno na drugih ravneh sproženo. Vsekakor se pa nekaj odvija. Če bi želeli karkoli, kakšne informacije, verjetno skupnimi močmi in tudi osveščanjem, pač opozarjanjem, bom rekla tudi izpostavljanjem problematike, se pravi neinformiranje ali karkoli, prav gotovo je to en povod, da se še malo pobliže dotaknemo teme in da tudi pač vprašate, slišite in da tudi širše spregovorimo o tem, ne? Jaz bi rada vprašala gospod doktor, ali je razlika med starostno demenco in demenco pri Parkinsonovi bolezni in če je, kakšni so razpoznavni znaki, če so drugačni. Hvala. Ja, starostne demence ni. Starostna demenca ste mislili mogoče Alzheimerjevo demenco, a ne? Demenca pri Parkinsonovi bolezni je pa drugačna, ja. In sicer človek s Parkinsonovo boleznijo ima običajno na začetku težave z gibanjem, ne. Velikokrat se mu trese ena ali pa obe roki, lahko se mu trese brada, malo je sključen, bolj počasen je v gibanju. In pa še druge razne težave ima, ki so povezane s Parkinsonovo boleznijo. In tako kot je gibanje počasne, so tudi njegove misli nekoliko počasnejše in sicer že na začetku lahko ima nekaj miselnih težav, ampak potem približno po enih 5 ali pa 10 letih, odvisno kdaj je zbolel, če je kasneje zbolel, je to seveda prej, če je mlajši zbolel, je to kasneje, se pa lahko razvije stanje, ki mu rečemo demenca pri Parkinsonovi bolezni, ki pa ponavadi pomeni, da si oseba vseeno lahko dobro zapomni stvari, ampak ko želimo nekaj od njega, ko želimo odgovor, moramo počakati. Pa se vseeno potem težko najde besedo, ampak če mu namignemo, če mu damo prvo črko ali pa se bo spomnil, za razliko od človeka, ki ima Alzheimerjevo demenco, če mu bomo namignili ali pa dali prvo črko, ne bo nič pomagalo, ker si ne more shraniti tiste informacije. Oseba s Parkinsonovo boleznijo si pa lahko shrani, ampak pot do tam, kjer ima shranjeno, je pa malo daljša za njega. Se pravi, vse skupaj gre malo bolj počasi, težko delajo neke stvari, kjer se je treba dobro organizirati, zato se lotijo nečesa, pa se v njih nekaj zmoti, pa ne nadaljujejo, pa se spet lotijo, pa jih spet nekaj zmoti, se pravi, manj so učinkoviti, a ne? Tako da ta demenca pri Parkinsonovi bolezni je zelo drugačna od Alzheimerjeve demence. Še kakšno vprašanje? Misel? Hvala lepa. Jaz bi začel na koncu. Ali je izvid likvorja star 1 leto verodostojen, da se ugotovi, ali je oseba primerna za to novo ameriško zdravilo? Drugič, kdo
oziroma v Ljubljani na kliničnem centru na podlagi tega izvida odloča da ali ne. Tretje, koliko je cena tega zdravila, če govorimo o samoplačniku. In zadnja zadeva, kar je najbolj žalostno na vse te zadeve, kar je meni bilo že prej jasno. Vse se vrti okoli denarja. Evropa in tudi Slovenija zadnje 2 leti milijone mečajo v neko vojno, ki je brezvezna. Cepivo za korono so spekli v 3 mesecih in šlo takoj v prodajo, ker je bilo zanimivo za celotno populacijo. Ne? Tukaj gre pa verjetno za malo starejše, pa jih verjetno ni škoda. Ne? Toliko o tem. Ja, torej izvid likvorja, ki kaže na to, da gre za Alzheimerjevo bolezen, če je star 1 leto ali pa 2 leti ali pa kolikorkoli let že in je tak, rečemo, da je značilen za Alzheimerjevo bolezen, je ustrezen, velja. Ne? Pomembno je, v kakšni fazi bolezni je človek, se pravi, koliko težav ima. Ne? Če jih ima zelo veliko ali pa zmerno veliko, potem bo kljub takemu izvidu likvorja lahko, da pač ne bo mogel takega zdravila dobiti. Zakaj? Zato, ker verjetnost, da bi mu pomagalo oziroma da se ne bi pojavile komplikacije, je manjša. Kdo bo odločal? Zdaj nihče ne odloča, ker še ni tega. O tem, kako bo to potekalo, bo verjetno odločitev na nivoju našega centra, pa centra na psihiatriji mogoče, ker imajo sicer bolj napredovale bolnike, ne? Ampak nekaj, kar bo zelo določalo tudi to, kdo bo pravzaprav lahko to zdravilo dobil, bo tudi, se pravi, najbolj bo pomembno, da res to bolezen ima, da nima neke druge bolezni, neke druge demence. Potem bo pomembno tudi to, da nima takih bolezni, ki bi naprimer bile tveganje, naprimer, da bi imel zdravilo proti starjevanju krvi, kot so tista močna zdravila, kjer lahko pride do krvavitve. Namreč pokazalo se je, da če je človek, ki ima zdravilo proti strdkom zaradi nerednega srčnega utripa, ima tak človek večjo možnost, da zakrvavi v možgane. In tega seveda si ne želimo. Mi ne želimo bolnika, ki ima že bolezen za demence, potem še izpostaviti tveganju, da bo dobil krvavitev v možgane. Se pravi, slika glave, kakšna zgleda in kakšna zdravila človek ima in v kakšni fazi bolezni je, vse to bo odločilno. Naslednje vprašanje ste pa rekli, samoplačniško. Jaz mislim, da v Sloveniji samoplačniško to ne bo, še precej let mogoče. Zakaj? Zato, ker sedaj, tako kot se to daje v Ameriki, daje se 2-krat na mesec v obliki intravenske infuzije, se delajo pa že na tem, da bi se dajalo kot injekcija pod kožo, tisto bo seveda lažje. Ampak zato, da spremljamo človeka, da ugotovimo, če je prišlo do kakšnega problema, mora oseba v prvih 6 mesecih narediti 2 do 3 slikanja z magnetno rezonanco. In tega naša infrastruktura, ne vem, v neki samoplačniškem okolju ne omogoča, predvsem pa jaz tega se ne bi za to odločila, če bi jaz imela svojca, ki bi to imel, zato ker je veliko bolj pomembno, da greš tja, kjer pravzaprav to bolezen poznajo, imajo izkušnje in znajo pravi čas ukrepati, ne samo, da to zdravilo dobiš ne glede na vse. Čeprav razumem, zelo pomembno, v kateri fazi je, da je to zdravilo sploh učinkovito, ker če teh kriterijev ne pokrivamo, zdravilo ni učinkovito.
Ne, je lahko škoda večja kot korist. Kot korist. Ja, kar pa nobeden ne želi. A ne? Ker zdaj bo razlika v tem, če bomo zdravilo imeli, da namesto tega, da bo človek si vsako jutro ali pa mu bo svojec nalepil obliž, ali pa bo vzel kapsulo, ali pa bo vzel tabletko, bo mogel priti 2-krat na mesec na to infuzijo, ki bo tekla 2 uri in seveda bo za nekatere bolnike bo to naporno, ne? Za tistega, ki se bo pripeljal iz Brežic v Ljubljano, bo že to, da namesto, da mu doma v dnevni sobi se to nalepi, ne, bo že to naporno. Ne. Kar pa seveda ne pomeni, da ljudje z demenco ali pa starejši, jaz absolutno se strinjam z vami, da so starejši ljudje enako vredni in bi morali biti enako vredni tistim, ki so mlajši, in da tudi ni nobenega zdravega razloga, zakaj bi nekatere bolezni zdravili, drugih pa ne. Ne? Samo zato, ker je nekdo starejši, pa mu ga ne bomo. Bi želeli še kaj? Dober dan, pozdravljeni. Jaz bi samo rada delila eno izkušnjo, jaz sem svojec dementne osebe. Vsem svojcem vam polagam na dušo, da zelo trmasto vztrajate pri svojih, oziroma pri svojčevem osebnem zdravniku glede dokazovanja demence. Mi smo rabili 7 let, da smo dokazali, da ima oče demenco. 7 let smo se mučili, ne znam sploh opisati, kaj smo doživljali, ampak nekako, kljub temu, da sem šla, bom rekla, imam družinskega zdravnika, ki nas je vse poznal, moram reči, da je drugače zelo v redu, ampak v tej situaciji nam je bilo rečeno, saj mi ne moramo nič, on noče sodelovati, nikamor vas ne morem poslati. Potem sem nekako dosegla, da smo dobili napotnico za psihiatra. Psihiatrinja je nazadnje poklicala mene na razgovor pred očetom, zakaj sem ga sploh pripeljala k njem, in mi rekla, da psihiatra rabim jaz, moj oče pa samo slušni aparat. Sicer se spomnim, kaj ste prej povedali na to temo, se deloma strinjam, ampak to so bile zelo boleče izkušnje, ki jih ne bi rada dala nikoli več skozi. In upam, da jih ne bojo tudi moji otroci rabili zame. Enostavno zdaj, bom rekla, po tolikih letih smo dobili diagnozo vaskularne demence. Oče je zdaj dobro leto v Brežiškem domu. Hvala lepa, zelo lepo skrbijo za njega. Tinka in Muri ga obiskujeta. Tačke, pomagačke res pomagajo. Moje misli so zdaj razpršene, letim čez celo predavanje današnje, zelo pohvalno, ampak to sem iskala že dobrih 7 let nazaj, pa tega ni bilo. Hvala lepa. Ja, hvala lepa za to izkušnjo, tako zelo se strinjam z vami. Še zelo veliko lahko naredimo za to, da bo boljše in da bodo ljudje boljše oskrbljeni, da bomo mi več znali, da bo odnos do demence pravi, da bodo pravi ljudje dobili za svojo točnost, za svoje stanje prava zdravila in prave usmeritve in pomoč. Tudi čim prej, ne? Čim nekaj posumimo, da vidimo, da lahko dobimo pomoč. Ok. Če več nikakega vprašanja, bi potem počasi to okroglo mizo zaključili. Najlepše se zahvaljujem vsem udeležencem, zahvaljujem se tudi vam za svoje vprašanja. Knjige so še tam, tako da lahko, če bi kdo želel tudi kako knjigo pogleda, kupi. Mislim, da bo Jana z veseljem tudi kaj popisala, če bo treba, kako informacijo dala. Pa mislim, da tudi, če komu verjetno laže individualno, da lahko tudi koga od
navzočih pocuka za rokav, pa ga še tako vpraša za kakšno stvar, a ne. Tako da najlepša hvala, pa nasvidenje.